Gledalci, pripravite se. Tokrat sva pristala na nasvetih za Pristala sva na nasvetih za pristajalne strani oziroma landing page. Dober dan, dobrodošli obiskovalci oziroma gledalci te oddaje. Hvala, ker ste z nama. Danes govorimo o landing pageh. Zadnjič smo govorili o nasvetih, najbolj pogostejših napakah v digitalnem marketingu, tako da, če si niste pogledali tiste oddaje, skočite v njo in si pogledajte še enkrat. Danes pa kar greva v tematiko, ne? In mogoče najbolj na začetku, da poveva, kaj pravzaprav so pristajalne strani, oziroma tako, kot je rekel Zoran v angleščini, landing page. Verjetno bojo tudi velikrat to besedo uporabila tekom celotne oddaje. Ampak vseeno, kaj je landing page, kaj je pristajalna stran? To je pravzaprav vsaka stran, na katero pride uporabnik, ko klikne na neko glas oziroma na neko objavo in potem pride na spletno mesto. Ampak, ko govorimo o pristajalnih straneh, ponavadi se nanašamo na tiste strani, kjer želimo nekaj doseči. Se pravi, da uporabnik nekaj naredi na tisti pristajalni strani, ki nastane. Se pravi, ko govorimo o tem, da želimo pridobiti nek kontakt, želimo nekaj prodati, nek produkt, da si nekaj zdownloadajo, naprimer kakšen priročnik, kakšen e-book, mogoče pogledajo kak webinar se prijavijo, karkoli, se pravi kakršnokoli konverzijo, ki jo želimo od uporabnika oziroma obiskovalca strani. Značilnost landing page oziroma pristajalnih strani je raven v tem, da so običajno imajo samo en call to action oziroma samo en poziv k dejanju. Po slovensko povedano. Ko Zoran govori o tem namenem pozivu k dejanju, ponavadi se ta call to action pojavlja povsod na strani. Se pravi, že na začetku, above default, takoj, ko prijete na stran, potem pa tudi, ko naprej scrollate, pa je na spletni strani še druga vsebina, se ta call to action gumb za poziv mora čim večkrat pojaviti na strani. Zaradi tega, ker to želimo na tej pristajalni strani doseči od uporabnika, ne? Pogosto ljudje, ko slišijo izraz landing page, pristajalna stran, tudi pomislijo na homepage oziroma domačo stran, kar je v bistvu napačno, ker homepage, za razliko od homepagea, je že na prvi pogled običajno v tem, da ima neko menijsko vrstico, kar za tiste dobre pristajalne strani, in to je tudi eden izmed nasvetov, ki ga lahko že takoj navrževa, je to, da dobre pristajalne strani nimajo menijske vrstice. In razlika je tudi v tem, da homepage kot tak ima več call to actionov, na druge podstrani, na blog, na o nas, na naše produkte, karkoli že, medtem ko landing page, še enkrat, ima samo en call to action. In v bistvu tudi raziskave so bile na to temo izvedene, in sicer samo 16%, če se ne motim po HubSpotovi raziskavi, je takšnih spletnih strani, ki nima zgoraj navigacije, kar je v bistvu še zelo landing pageov, kar je zelo majhna številka. Tako da mi tudi, ko delamo pristajalne strani, ponavadi je samo gor logo izpostavljen, ki je lahko klikabilen ali pa tudi ne. Tako da tudi tukaj so različni pristopi. Nekdo pač to tudi polinka nazaj potem na homepage, na domačo stran, nekateri se pa temu čisto izognejo, zaradi tega, ker želijo uporabnika zadržati na tisti pristajalni strani. In tudi s tem namenom ni navigacijske vrstice. In zato, ker nam to zmanjšuje konverzija, in zato je zelo pomembno, da ko delate pristajalne strani, da ne vključujete navigacijske vrstice, ker vam bo to posledično zmanjševalo to konverzijo, ki jo želite doseči tistim pozivnim gumbom. Ko ravno omenjaš to raziskavo, mogoče je še to smiselno omeniti, da je ta HubSpotova raziskava pokazala, da če kadar so oni v svojih testih umaknili menijsko vrstico, se ni tak landing page nikoli slabše odrezal kot landing page, ki ima menijsko vrstico, v večini primerov se je pa bolje odrezal. Včasih tudi je bila ta razlika precej visoka, tako da se vsekakor splača upoštevati ta nasvet.
Mogoče, če narediva še en korak nazaj, preden nekdo pride na landing page, so omenjala, da je to, ko govorimo o tem nekem digitalnem žargonu, je to, ko pride nekdo na podlagi neke marketinške akcije, naprimer klikne na oglas in pride na landing page. In v tistem trenutku je ful pomembna ena zadeva, ki jo nadalje razdelimo na več različnih faktorjev. In sicer ta zadeva je, da imamo ta message match, oziroma da je vizualna in pa sporočilna podoba oglasa in tistega vira, karkoli že je ta vir, objava, karkoli drugega, ki vodi na landing page, da je povezan vizualno in pa sporočilno z landing page. To pomeni, da tisto sliko, tiste barve, tisti tekst, tista podobna besedila, ki jih uporabljamo na oglasu, se morajo tudi takoj pojaviti na landing pageu, ko enkrat uporabnik pristane na njem. Se pravi, točno tista slika, faca, če je neka oseba, je potem tudi na landing pageu. Ampak zakaj je to pomembno, bi še jaz tukaj dodal? Enostavno zaradi tega, ker če uporabnik klikne na tisti oglas z nekim sporočilom, pa pride na drugačen poziv, na drugačen tekst, slikovni material na strani, bo lahko mislil, da v bistvu sploh ni to, na kar je kliknil na tistem oglasu, da ni prišel na enako tematiko, kar pomeni, da se bo bounce rate te pristajalne strani povečal. To pomeni bounce rate, da bo več uporabnikov zapustili zelo hitro spletno mesto, se pravi že po parih sekundah, zato ker so dobili oni občutek, da to se ne sklada s tem, na kar so prej kliknili. Se pravi, da pristajalna stran se ne sklada z oglasom. Ne? In če smo zelo konkretna, to pomeni, da če ste na primer v oglasu napisali, da je 30-50% off na določen produkt, je to prvi message, ki se mora pojaviti na pristajalni strani, se pravi 30-50% na ta produkt. In ne, na primer, če vzamemo spet nek produkt, flaško, karkoli, za primer rečeva 30% dol, da potem, ko pride nekdo na landing page, pa tam vidi flaška v modri barvi. Se pravi, ni povezano, se pravi, izpostavljamo nek drug benefit, ali pa naprimer, da živimo zdravo, da pijemo veliko vode kot glavni key message, glavno sporočilo, tam po drugi strani smo pa govorili o ceni, znižani ceni. To ni dobro, se pravi, ta res message mora biti vedno povezan in celo enake besede moramo uporabljati. Če se pomakneva zdaj naprej, pa govoriva o sami vsebini te pristajalne strani, oziroma kaj je pomembno, da na pristajalno stran vključite. Pa dajmo za začetek, kar postavite čisto na začetku, v smislu, ko uporabnik pride na pristajalno stran, kaj mora biti tam vidno. Nekaj sva že zdaj govorila, se pravi, da se mora to z oglasom skladati. Naslednja zadeva, ki pa sem jo tudi že prej omenil, je pa, da poleg tega ključnega sporočila, da se tam že nahaja takoj pozivni gumb. In pozivni gumb, ki je above the fold, se pravi, da uporabnik bo prišel na spletno stran oziroma na pristajalno stran, da bo videl tam ta gumb. Kjerkoli, preko kakršnega koli računalnika, ali bo to naprave, ja, pardon, ali bo to laptop, ali bo to namizni računalnik, ali bo to mobilni telefon, se pravi, da je vedno ta pozivni gumb viden. Ne? Naslednja zadeva, ki je tudi zelo pomembna v nadaljevanju, da če nekaj prodajate, ne, da so logotipi partnerjev, če govorimo o B2B sektorju, ali pa v nasprotnem primeru, če govorimo o B2C sektorju, kakšne social proofi v smislu testimonialov, priporočil drugih oseb, ker to bo zvišval pristajalni strani kredibilnost. To, kar si omenil, ta fold, mogoče ena sam beseda za tiste, ki dobro ne razumete, kaj to je. To je tisto prvo vidno polje, ko pridemo takoj na stran. In fold je tista črta, prva, ko začnemo scrollati, ki je se pravi nižje od tega, ko enkrat začnemo scrollati. In morate se posvetiti res temu delu, ker na različnih napravah, Nejc je omenil tablične računalnike, prenosnike, te desktope, mobilne telefone, imajo fold, se pravi na drugi stopni. In treba biti res pozoren, kaj date oziroma kje se dejansko stran lomi in kaj date na tisto prva stvar, ki jo uporabnik zgoraj vidi. To morate dati res veliko pozornosti. Mogoče, kar bi še tudi omenil, je ta social effect oziroma neka potrditev, tudi rečemo temu neodvisno oziroma konkretno, da bom zelo konkreten, govorimo o testimonialih, o nekem social proofu, koliko imate že fanov na Facebooku, kaj vaši fani govorijo o vas,
koliko se kaj na Instagramu, Twitteru in tako naprej dogaja. To je vse dobro, zato ker nekaj je, kar vi poveste o sebi, koliko ste fajn, pa koliko imate dober produkt, pa koliko je pocen, pa koliko je kakovosten, pa itd. Ampak drugo pa je, če vaši uporabniki, nekdo, ki je to že dejansko uporabljal, pa še po možnosti, če je to neka znana, kredibilna oseba, je pa še toliko boljš. Zaradi tega, ker oni jamčijo za vas, da je ta produkt vaš, ki ga vi prodajate, dejansko dober. Pa greva tukaj še naprej, pa se dotaknemo tudi samega teksta. Se pravi, tekst, ki ga pišete, naj bo čim bolj to the point, jedrnat in čim več zadev pač povzemite o karkoli, ali je gor priročnik, e-book ali je nek produkt. Se pravi, da ste čim bolj jedrnati pri celotni zadevi. Hkrati se navezujte tudi na sam rezultat. Se pravi, če že imate kakšne zadeve, to, kar je govoril prej Zoran v social proofu, tudi z vidika rezultatov, če že imate kakšne rezultate ali pa ste z naročniki dosegli določene rezultate, izpostavite to. Ne da bi se hvalili, ampak da pokažete, ok, mi vam pa lahko take in take zadeve dostavimo. Potem naslednja zadeva, ki je tudi zelo pomembna, ne se bati, koliko je dolga pristajalna stran. Se pravi, pristajalna stran je lahko zelo, zelo dolga, tako da uporabnik skoraj, kako bi rekel, vekomaj scrolla. Ampak, tako kot sem že na začetku omenil, potrebno je dati potem te call to action pozivne gumbe čim večkrat na stran, da potem, ko klikne uporabnik na ta pozivni gumb, da pride do tiste akcije, ki jo od njega želite. In potem imate lahko ta obrazec tudi na koncu strani, ali pa se pop-up odpre, oziroma da se uporabniku na ekranu potem pojavi dodaten oblaček, kjer potem upiše podatke oziroma to, kar želite, da on doseže. Tako da ne se bati, koliko je pristajalna stran dolga, ampak je pa potrebno, če je zelo dolga, čim več teh pozivnih gumbov vključiti. Mogoče še to velja izpostaviti pri tekstu. Fajn je, da čim več uporabljate bullet pointe, ker so bolj scannable, ljudje jih lažje preletijo, na hitro pregledajo in tudi bolj ljudje imajo občutek, da je manj teksta, da bojo manj časa porabili za to, da konzumirajo informacije, zato ker so bolj sistematično razporejene. Pri temu bolj to the point, neposrednem načinu pisanja bi še to izpostavil, pa bom dal kar en primer, recimo call to action gumbov. Če imate, mi bi naprimer lahko imeli 10 nasvetov za uspeh pri oglaševanju na Facebooku, naprimer, zdaj sem si izmislil. Zdaj lahko bi dal tam glaven call to action gumb, naprimer prinesi si priročnik ali pa brezplačen priročnik. Ampak izkaže se, da veliko bolj delujejo neka neposredna sporočila. Se pravi, namesto brezplačen priročnik bi dal pokaži mi nasvete kot CTA. Ali pa, naprimer, želim do boljših rezultatov. Želim do boljših rezultatov na oglaševanju na Facebooku, naprimer. Se pravi, da je to call to action, ne pa tak generičen, prenesi in tako naprej. Veliko bolj delujejo, so veliko bolj actionable in tako naprej. Veš, kaj sva skoraj pozabila omeniti? Kaj? Še dobro, da si lahko tukaj malo pomagava, da ima zapisan. In sicer video, koliko je pomembno ga vključiti na pristajalno stran. In sicer statistike kažejo, da lahko video, seveda, če je dobro narejena, poveča konverzijo pristajalne strani kar za 80%, se pravi do 80%, kar je enormno. In kam video vključiti? Velikrat je najbolj kar na začetku, se pravi, ko uporabnik pride na stran, da je poleg nekega sporočila tam tudi video, ali pa potem v naslednji fazi, ko uporabnik tudi scrolla po strani. Ampak video, tudi jaz, ko sem na pristajalnih straneh, je fenomenalna zadeva, enostavno zaradi tega, ker me potem res pritegne, res posrkam not oziroma si znam bolj predstavljati zadevo, ker preko videa lahko ful več zadev povemo. Vse veste, uporabnikom se ne da toliko brati, si bodo pa z veseljem pogledali minutni, dvominutni dolg video, kjer bodo dobili tiste bistvene informacije. Tukaj mi takoj na pamet pride en slovenski primer popolne postave. Miha Geršič, ne se je tako, kot glavna faca te strani ali kogarkoli tega communityja. Oni so imeli en zelo dober landing page še kar nekaj časa nazaj, kjer je bil video glaven in ta video se je kar nadaljeval, lahko si 1 uro ga gledal, pa se še vedno ni končal. In to je to, video običajno posrka uporabnika noter. Kar poslušaš, pa gledaš, pa poslušaš, pa gledaš
in sistem si če dalje bolj noter, če dalje bliže temu, da dejansko opraviš konverzijo. In ja, ko govorimo o tem, danes smo velikokrat govorili, kako opraviti konverzijo, kakšni morajo gumbi, moramo absolutno omeniti tudi tako imenovane forme oziroma obrazce za podatke, takrat, kadar želimo opraviti konverzijo, se pravi podatki, ki jih moramo pustiti te spletni strani temu oglaševalcu. In tukaj je nek nasvet, katerega vam polagam na srce, da ga poskušate čim bolj upoštevati, je to, da uporabljate čim manj teh pol, oziroma da res uporabite samo tista, ki so vitalna. Najpogosteje se izkaže, da sta to ime kot osebno ime, Zoran, in pa elektronski naslov. Osebno ime zato, da sem lahko bolj specifičen, bolj oseben pri nagovarjanju, ko enkrat pošiljam elektronska sporočila oziroma e-maile. Personaliziramo komunikacijo. Tako, ja. Zdaj, marsikdo bo rekel, da je tudi e-mail popolnoma dovolj in se tudi do neke mere strinjam. Včasih pa, naprimer, ne rabite, pa ni ime tisto, kar potrebujete, lahko je to poštna številka. Kdaj? Naprimer, če ste nek prodajalec in ste nek uvoznik in imate lokalne prodajalce po celi Sloveniji. In zdaj pri nekem prodajalcu je naprimer akcija, pri drugem prodajalcu pa ni akcije. In lahko vi e-mailing na podlagi poštne številke, vsi tisti, ki se začnejo z enko, pa rečemo, da je to osrednja Slovenija, pošljete samo njim e-maile, da je akcija v Ljubljani pri nekem prodajalcu. To se pravi, vedno morate razmisliti o tem, kaj je za vas najbolj vitalno in ne dodajati milijon novih polij, ki so v prvi fazi nepotrebna. Rajše razmišljate, kako jih lahko v naslednji fazi izberete neke dodatne podatke, naprimer naslov dodatno, telefonsko številko, karkoli boste že bi potrebovali v prihodnje, ali pa nekaj drugega za segmentacijo. Dajte probati to v drugem koraku, v tretjem mogoče do tega prideti in ne takoj že na začetku. Probite te ovire za vstop čim bolj znižati. Jaz bi omenil še eno zadevo, ki se nisva dotaknila. Sicer, če imate malo več časa in se lahko pristajalnim stranem res posvetite, je pa dobro tudi testirati barve na pristajalnih straneh, oziroma tle želim biti še bolj specifičen, predvsem v pozivnih gumbih. Ker izkaže se, da glede na to, v kakšni barvi je pozivni gumb, se lahko konverzija zveča tudi za 0,1 ali pa kakorkoli odstotnih točk. Se pravi, če imate malo več časa, lahko tudi take zadeve potem testirate. In tukaj se bi posledično navezal tudi na samo analizo. Pri pristajalnih straneh je zelo pomembno, da vse skupaj analiziramo z Google Analytico seveda, ali pa tudi s kakšnimi malo bolj naprednimi orodji, kot je Crazy Egg, tudi sami ga uporabljamo. Hotjar. In kaj je cool zadeva pri Crazy Eggu? Ker točno pokaže, koliko uporabnik scrolla po strani, kam klika, heatmap, kako bi to... Kje se ustavlja. Kje se ustavlja toplotni zemljevid, se prikaže v tej statistiki. Mislim, da tudi ni toliko draga zadeva, da pride okoli 50-60 evrov na leto, sicer ta najmanjši paket, ampak za pristajalne strani, ker mislim, da ta paket vsebuje celka 10 strani, je popolnoma dovolj. Mislim, da Hotjar je pa celo brezplačen, tako da če želijo vsaj dobiti malo občutek, kako to zgleda, lahko tudi poskusijo s tem. Tako da to je pa sigurno tisti dodaten korak, ki ga lahko naredite in Hotjar ali Crazy Egg vam bo dal tiste še dodatne informacije in nam je vedno zelo zabavno gledati, do kam uporabnik pride, kje se ustavlja, na kateri vsebini in potem točno vidite, čemu uporabnik da več teže in kje tudi vi lahko posvetite več časa, da boste tisto zadevo naprimer še izboljšali oziroma elemente, ki ne delujejo toliko dobro, celo odstranili ali pa zamenjali, izboljšali, tako kot sem rekel. In ja, ampak po drugi strani, morate pa tudi imeti občutek, koliko analizirati, ker po eni strani je lahko tudi časovno zelo zamudno, tako da tukaj mi dva prava, ne bo ta analiza hkrati paraliza. Naj vas po drugi strani ne omejuje. Je dober, ampak naj vas pa po tej drugi strani ne omejuje. Kar morate biti tudi pozorni, to bi še dodal, morate biti pozorni na to, da potrebujete tudi določeno maso, število ljudi, ki bo dejansko obiskalo stran, da lahko pridete do nekih zaključkov. In zdaj, če imate 50 strani na strani, ljudi na strani in jih 24 naredi nekaj, 26 pa naredi nekaj drugega, boste težko ocenili, kaj je boljše in kaj ni bilo boljše. Tako da potrebujete tudi neko določeno maso ljudi,
ki bo stran obiskala, da lahko pridete do določenih zaključkov. Ok, to je to o tematiki pristajalnih strani. Če imate še vi kakšno mnenje o pristajalnih strani, če česa nisva omenila, napišite v komentarje. Bi vas pa v tem trenutku tudi prosila oziroma pozvala, dajte nama posredovati tudi kakšne vaše ideje, kaj bi si vi želeli v oddaji slišati, da ne bova samo midva iz naju izhajala, pa kaj se nam zdi dobro, seveda tudi poslušava na odzive, pa to, kar nam ljudje ena na ena povejo, ampak dajte nama povedati, kaj bi si želeli slišati, kje bi si želeli pridobiti več informacij, kje so mogoče tisti izzivi, ki jih imate celo vi na področju, pa vam lahko midva pomagava z nasveti, tako da napišite tudi v komentarje, bova zelo, zelo vesela, če naredite to. Ne? Naslednjič govoriva o čem? Bova pa govorila o, mislim, da trendih na družbenih omrežjih. Hvala, ker ste bili z nami in se vidimo. Čau, se vidimo.